Pozdravljeni. Na četrtkov studijski pogovor o gospodarstvu sem povabila predsednika uprave Mercatorja, gospoda Tonija Balažiča. Dober dan. Dober dan. Iztočnic za pogovor o Mercatorju je veliko. Na prvem mestu pa je seveda prodaja Mercatorja. Gospod Balažič, kakšna je pravzaprav družba, ki se zdaj prodaja? Ja, družba, ki se danes prodaja, je seveda dobra in velika trgovska družba. Prodaja se praktično največji trgovec v regiji z dobrimi tržnimi deleži, ki ima vodilni tržni položaj tako v Sloveniji, v Srbiji kot Črni Gori in v bistvu je med top trgovci tudi na Hrvaškem in Bosni. Vsekakor pa tudi družba, ki se sooča s svojimi izzivi, ki predvsem izhajajo iz ne dovolj visoke učinkovitosti in pa seveda tudi iz nestabilne lastniške strukture. Pa glede na to, da ta prodaja ni prva, upam, mogoče je celo zadnja, bomo videli. In ves čas se kot glavni kupec pojavlja hrvaški Agrokor. Ste se vi zdaj mogoče že srečali z gospodom Ivico Todorićem? Z njim ne. Srečali smo se z njegovo ekipo, ki je bila v procesu pogajanja, ki pač vodi ta proces. To je tudi njegov sin, Ante Todorić zraven. Tudi on, ja. Z njimi smo se seveda srečevali v okviru teh prezentacij, ki jih je uprava imela za potencialne kupce, kot tudi zdaj v procesu pogajanj za pogodbo o sodelovanju družbe v prodajnem postopku. Tako da smo se seveda tudi srečevali. Pa kakšen je vaš občutek zdaj, A bo tokrat Mercator prodan, glede na vse skupaj, saj te zadeve ne grejo kljub vsemu mimo vas? Poglejte, prodaja je resnično največ v rokah lastnikov. Prodaja je zagotovo tista legitimna pravica lastnika, da preprosto svobodno razpolaga z delnicami, ki jih ima v lasti, po lastni presoji, ki upamo seveda, da je ekonomska in smiselna. Mi smo se kot družba, seveda preden se je proces začel, smo precej jasno kot uprava povedali, da se družba namerava prodajati v času, ki je izrazito neugoden, pa tudi v bistvu v stanju družbe, ki ni takšno, kot bi moralo biti. Vendar pa potem, ko je 53% lastnikov jasno povedalo, da želijo prodati svoje deleže, je tudi uprava Mercatorja to tvorno podprla in smo seveda sodelovali pri tem. Kaj pa vi pričakujete od novega lastnika? Ja, mi od novega lastnika, seveda, če bo prišlo do tega, pričakujemo predvsem nekako, mi smo definirali 3 osnovne kriterije, pod katerimi podpiramo prodajni proces in pod katerimi smo tudi pripravljeni sodelovati. Za nas je v bistvu najpomembneje to, da dejansko se družbo kupuje nekdo, ki ima kapital. Skratka, da se družba kupuje s kapitalom, ne z dolgovi. Zakaj je to pomembno? Ker danes dejansko ima Mercator več kot 1,1 milijardo kreditov oziroma 1,1 milijardo kreditov. In kot tak je že Mercator seveda precej zadolžena firma. Drugi kriterij, ki smo si ga postavili, je to, da ta prodajni proces podpirajo tudi banke upnice, kar je zelo pomembno za naš proces restrukturiranja dolgov. Tretji kriterij je pa seveda verjetno najpomembnejši, skratka, da novi kupec tudi podpira nadaljnji razvoj Mercatorja. Zaenkrat kaže, da bi lahko tem 3 pogojem bilo uslišano. Ali to pomeni, da se bo, recimo, ko pravite, omenjate podporo tega potencialnega novega kupca, da bo blagovna znamka Mercator ostala potem, ko pride pač do zaključka prodaje? Danes je seveda preuranjeno o tem govoriti. Vsekakor pa kaže na to, da vsak lastnik, ki je racionalen, zagotovo se ne bi odpovedal znamki Mercator ali pa operacije Mercatorja tam, kjer dejansko ima Mercator vodilno vlogo. Tako da jaz, kar se tiče prihodnosti Mercatorja, znamke Mercatorja in pa tudi zaposlenih Mercatorja, pa tudi dobaviteljev Mercatorja, sem v bistvu precej optimističen. Omenjali ste tudi pogovore z bankami, upnicami, o reprogramu dolgov. Se pravi, če pride zdaj do te prodaje, bo potem novi kupec prevzel tudi te dolgove? V bistvu, seveda, družba se prodaja, kapital
in seveda skupaj z dolgovi. Tako da vsak nov lastnik, ki bo prišel, se bo moral seveda srečati tudi z tem izzivom milijarde 100 kreditov, ki jih Mercator danes ima. Se pravi, da po tej prodaji bo zadolženost Mercatorja lahko pričakujemo manjša, da se bo pač ta problem dolgov oziroma posojil do bank nekako hitreje rešil. Ja, v bistvu je to, tukaj ni enostavnega odgovora. Ko smo se srečali z izzivom, pravzaprav kako reprogramirati to milijardo 100, smo seveda predvideli par scenarijev. Prvi scenarij je seveda to, da mi to reprogramiramo na neki osnovi, kot je danes. S takšnim lastništvom, kot je danes, za tako strukturo, kot je danes, s takšnim poslovanjem, kot je danes. In to je seveda nekaj, v tem primeru to seveda vodi v to, da družba nima nekega novega kapitala za razvoj poslovanja, ima pa še vedno pa ustvarja nek pozitiven denarni tok, za katerim lahko to povrne. Drug scenarij je to, da družba gre iskati nov kapital, predvsem v tujino, kar je danes izrazito oteženo. Zadolžitvijo v tujini? Ne gre za zadolžitev, gre za kapital. Tretji možen scenarij pa je, da seveda družba sodeluje v procesu konsolidacije v regiji, tudi na način skozi to prodajo, pri kateri se dejansko ustvarjajo nove sinergije, nova vrednost. Del te vrednosti seveda ostane na Mercatorju in preko tega je seveda ta reprogram dolgov in zmožnost odplačevanja dolgov v bistvu višja. To so trije možni scenariji, znotraj katerih se dejansko Mercator danes giblje. Dobro, pred časom se je bilo zelo aktualno tudi to napoved, da naj bi Mercator prodajal svoje nepremičnine in se tako pač pomagal pri razdolžitvi. A je to še aktualno? To je seveda za vsakega lastnika je to po našem mnenju možen način razdolževanja. Mercator ima poslovni model oziroma ga je imel v preteklosti poslovni model, ki je nekoliko drugačen od poslovnih modelov drugih trgovcev. Mercator je največ svojega denarja, svojih investicij vlagal v nepremičnine, skratka v zemljo, v zidove. In seveda preko tega imamo v lasti bistveno večji delež nepremičnin, kot jih imajo mogoče primerljivi drugi trgovci. Ki imajo nepremičnine v najemu, na leasing, najem in tako dalje. Mi, na primer, upravljamo skoraj za 1,6 milijoni kvadratnih metrov, od katerih je 70% naših. In seveda, način razdolžitve je tudi to, da preprosto to prodamo in vzamemo nazaj v najem, kar bi potem ustrezalo poslovnim modelom, kot jih imajo nekateri drugi trgovci. Kakšna pa je ocenjena vrednost teh nepremičnin, ki so v lasti Mercatorja in zemljišč na vsega? Ocenjena vrednost je seveda visoka. Je seveda, če mi imamo v lasti praktično 1,3 milijone kvadratnih metrov in preko tega si seveda lahko zračunate, da je ta vrednost precej visoka. Je to primerljiva z vašo zadolženostjo pri bankah? To je knjigovodska vrednost je seveda višja, kot je zadolžitev. Tržna pa nižja? Pri tržni vrednosti je seveda vedno vprašanje, po kakšni ceni ti to prodajaš. Jaz mislim, da je bolj kot tržna vrednost pomembna ekonomska vrednost. Koliko vrednost ti kot podjetje, kakšno vrednost pravzaprav ti kot podjetje ustvarja za temi kvadratnimi metri. In preprosto mislimo, da Mercator lahko na teh kvadratnih metrih, ki jih ima danes, ustvarja neko pozitivno vrednost, pozitiven denarni tok. Dobro, zdaj prihodnji teden bo skupščina delničarjev Mercatorja. Pričakujete, da bo na tej skupščini stara uprava, ki je prej pred vami vodil Žiga Debeljak, dobila razrešnico, glede na to, kako je vodila Mercator prej? In glede na to, da je na sami skupščini, če se ne motim, ena od točk tudi poročilo oziroma ugotovitve posebne revizije, ki je preučila to napovedano namero za prevzem pivovarne Laško. Laško je pa pač eno od pomembnih lastnikov Mercatorja. Kaj potem pričakujete? V danem trenutku je težko izraziti neko pričakovanje. Delničarji se seveda odločajo na podlagi lastne samostojne presoje, zato je danes prejudicirati, kaj bo v torek, prehitro. Mi bomo seveda podali transparentno poslovno poročilo, podali bomo seveda vsa tista poročila, ki so potrebna. Kako bodo pa delničarji glasovali, pa jaz danes si ne bi upal napovedati. Dobro, pa počakajmo do torka.
Sredi maja ste vi napovedali, da pripravljate za Mercator še neke dodatne nove protikrizne ukrepe, glede na to, da tudi vemo, ne, da napovedi za slovensko gospodarstvo za letos so dejansko še slabši, kot so bili recimo ob koncu lanskega leta. Kakšne protikrizne ukrepe pripravljate vi? Kaj to pomeni? Še neka nova dodatna odpuščanja, ne vem, prodaje trgovin nepotrebnih? Ja, ko smo mi oktobra lani načrtovali poslovanje v letu 2013, smo se seveda soočali z nekaterimi napovedmi, ki so pomembno drugačne od današnjih. Ko smo mi načrtovali, je bila napoved za Slovenijo, da bo gospodarska rast približno 0. Danes vidimo, če pogledamo prvi kvartal, je BDP padel za skoraj 5%. Sicer letna napoved je še zmeraj na ravni dobrih 2%, ampak vprašanje, če se bo resničila. Definitivno so se razmere v zadnjih 9 mesecih izrazito poslabšale, postale izrazito bolj zaostrene. In kot taki seveda moramo kot odgovorna uprava smo morali pripraviti neke dodatne ukrepe, s katerimi bomo seveda poskušali čim bolj prilagoditi tem novim razmeram. Ti novi ukrepi se dejansko nanašajo tako na stroškovno plat, kot tudi na samo tržno plat. Mi seveda smo se odločili, da bomo še naprej zniževali stroške. Tukaj moram povedati, da se strategija, ki smo si jo zastavili, zelo dobro implementira in stroški so dejansko, znižanje stroškov je že danes večje, kot smo načrtovali. Ampak hkrati ugotavljamo, da preprosto to ni dovolj, zato bomo še naprej zniževali stroške. Kako? Stroške bomo seveda zniževali na različne načine. Gre od zniževanja še tistih ostalih fiksnih stroškov, do optimizacije poslovnih procesov, do preprosto znižanja vseh nepotrebnih vlaganj. Zniževanje stroška dela je vedno dvorezen meč. To nikakor ni nekaj, kar bi imelo takojšnje kratkoročne učinke, ki jih preprosto danes potrebujemo. Zato smo se predvsem pri tem zniževanju stroškov osredotočili na tiste dejavnike zniževanja, ki nam lahko prinesejo rezultate takoj. Zniževanje števila zaposlenih smo mi v osnovi predvideli že v strategiji in temu tudi sledimo. Mi bomo, računamo do konca leta, iz tistega prvega programa znižali število zaposlenih za približno 800 do 1000, kot smo napovedali, in pri tej številki predvidoma seveda ostajamo. Se pravi, to ostaja nespremenjeno? Zaenkrat to ostaja nespremenjeno. No in še zadnje vprašanje. Glede na to, ne, da je 1. julija začne veljati višja stopnja davka na dodano vrednost, pa me zanima, a imate že pripravljen seznam, kateri izdelki bodo potem dražji, ne? Oziroma kako bo tudi za nas kupce življenje dražje? Ja, poglejte, vsak DDV ima seveda negativen vpliv in na potrošnjo in na psihologijo potrošnikov. Ne? Dejansko se z dvigom DDV zniža realna kupna moč. Tukaj moramo biti realni. Mi seveda, Mercator kot nek odgovoren trgovec bo absolutno prizadeval za to, da bomo ohranili tiste najnujnejše potrebščine na tistih nivojih, ki bodo za potrošnike seveda sprejemljivi. Seveda bomo pri vsakršnem dvigu dvignili zgolj za tisto stopnjo, kot jo moramo dvigniti. In srednjeročno vsekakor upamo, da bo potrošnik to znal tudi ceniti. Vidimo pa po primerih iz tujine, da vsak dvig DDV-ja negativno vpliva na potrošnjo. Če pogledamo Hrvaško, Madžarsko in tako dalje, vidimo, da so dvigi DDV-ja dejansko negativno vplivali na potrošnjo. Potrošnja je praviloma v prvem kvartalu po uvedbi višjega DDV-ja padla približno za 5%. In seveda to bo še neka dodana, še bolj zaostrena realnost, za katero se bomo soočali. Mislite, da bo potem pač neka reakcija kupcev, da se bodo še bolj selili od klasičnih trgovcev k diskonterjem po tem dvigu DDV-ja? Mislim, to je za vas še ena dodatna nevarnost. Ja, to je absolutno nevarnost. Čeprav tukaj je potrebno povedati, da Mercator je v zadnjem letu naredil pomembne korake naprej pri konkurenčnosti. Jaz sem danes absolutno prepričan, da Mercator nudi potrošniku vse to, kar nudi diskont, ampak nudi mnogo več kot to. Tako da z tega vidika si bomo mi absolutno prizadevali za to, da bomo potrošnika prepričali v to in da bomo pokazali, da imamo mnogo aktivnosti, mnogo bonitet, mnogo ugodnosti, za katerimi je dejansko Mercator lahko najbolj konkurenčen trgovec na trgu.
Hvala lepa, gospod Hvala. Balažič.